Živijo. Dobrodošli spet nazaj na džungli, moje ime je Kaja Solo in danes imam za vas eno creepy zgodbico. Zraven vam bom pa pokazala, kako sem si naredila tale make-up. Danes govorimo o enem hotelu, kjer straši. To je eden po moje izmed najbolj slavnih hotelov, kjer straši. To je Stanley Hotel, ki se nahaja v Koloradu in iskreno jaz sem slišala zanjega iz videa od Shayna Dawsona že leta nazaj. Tako da bom v bistvu vključila tudi par posnetkov, ki jih je takrat Shane posnel v tem hotelu. Ampak najprej backstory tega hotela. A smo ready? Hotel se nahaja v Koloradu v Ameriki, na eni res lepi lokaciji, v bistvu med gorami. In to ni naključje. To je v bistvu z enim posebnim razlogom. Izumitelj Freeland Oscar Stanley, ki je zgradil ta hotel, je zbolel za tuberkulozo. In zaradi tega, ker je bil prepričan, da bo tudi zaradi tega umrl, si je želel umreti nekje na eni res lepi lokaciji. Našel je to dolino, kjer se ta hotel zdaj nahaja in tam v bistvu preživel eno poletje. V tistem poletju je na srečo ozdravel in bil je prepričan, da je ozdravel predvsem zaradi čistega zraka in pa zaradi veliko sonca, sploh zaradi te res lepe lokacije. Po tistem sta z ženo Floro dobila idejo, da bi tam naredila hotel. In tako je nastal Stanley Hotel. Hotel je odprl svoja vrata leta 1909. Ljudje so bili predvsem navdušeni nad tem, da je hotel zelo sred divjine, ampak je vseeno opremljen z vsem, kar hotel rabi in za tiste čase še majčkeno več. Imel je elektriko, imel je veliko uslužbencev, zato je bilo za vse poskrbljeno. Do 70-ih je bil v bistvu ta hotel res popularen. Veliko ljudi je bilo tam, ampak do 70-ih se je pač začelo poznati, da nobeden ni več toliko skrbel za ta hotel. Imeli so ga plan že podret, ampak kmalu so se začele dogajati precej čudne stvari. Zdaj pa kar začnimo s zanimivim delom videa, a ne? Kaj se je dogajalo v Stanley hotelu? Najprej imamo seveda znano sobo 217. Ta soba je verjetno ena najbolj znanih, predvsem zaradi tega, ker je v 70-ih Stephen King prišel v to dolino in sta se z ženo odločila, da boste za vikend obiskala Stanley hotel, da boste tam prespala. In dobila sta to sobo. Jaz drugače obožujem Kinga. The Shining je definitivno ena izmed mojih najljubših grozljivk. Zelo jo priporočam, ker je estetsko zelo lepa. In knjiga, ki je pač inspirirala ta film, v bistvu ideja nastala v tem hotelu, torej v Stanley hotelu. Potem, ko je Stephen King tam bil in imel te lucidne sanje. Definitivno lahko vidimo par podobnosti med tema dvema hoteloma. Sploh zaradi tega, ker sta tudi Stephen King in njegova žena prišla v ta hotel pozno, tik preden se je zaprl in sta bila bolj kot ne sama v hotelu. Zakaj pa ima drugač soba 217 tako energijo? To pa v bistvu zaradi tega, ker je leta 1911 dolino, kjer je hotel, zajela poplava. Hotel je bil takrat še precej nov in je izgubil elektriko. In lastnik Stanley se je odločil, da bo v sobi 217 naštimal plinsko svetilko. Verjetno jih je naštimal več, ampak ta je najbolj pomembna. Svetilka je očitno puščala, ker je v sobo prišlo veliko plinov. In sobarca, ki je bila zadolžena za to sobo, je prišla v sobo s svečo in s tem povzročila eksplozijo. V tej eksploziji naj bi bilo uničenega 10% hotela, sobarca pa je padla v komo. Kasneje se je zbudila iz kome in je v hotelu delala še do 50-ih, ampak potem, ko je umrla, naj bi njen duh ostal v tej sobi. Sicer obiskovalci pravijo, da ni preveč strašljiva, da je bolj prijazne sorte duh. Jaz da razvijam, ko je en tak duh, Jesus Christ. Naj bi sobo pospravljala, naj bi zjutraj, ko so se gosti zbudili, bila soba bolj pospravljena, kot pa je bila, ko so zaspali. In to teorijo je testiral tudi Shane Dawson, ampak ni delovala. Soba ni bila pospravljena. Čeprav to je bilo precej cool, če vam je udobno s tem, da je duh v vaši sobi. Edino neporočenim parom naj bi bilo precej neprijetno v tej sobi. Lastnik Stanley je umrl leta 1940, ko je bil star 90 let. In tudi on itak naj bi bil še vedno v hotelu. Predvsem naj bi se nahajal pri baru in pa v biljardni sobi. In pa njegova žena
Itak je tudi ostala tam, naj bi jo največkrat videli pri klavirju. Veliko gostov je za hotel reklo, da največkrat slišijo smeh otrok, kar sem tudi našla v Shaneovem videu, kjer se za res zelo sekundo sliši otroški smeh v enem izmed videov. Is there somebody in this room? Is there somebody in this room? Hotel ima drugačno sploh ful čudne lokacije. Najbolj nenavadna je definitivno Pet Cemetery, oziroma pokopališče za ljubljenčke, kjer so pokopani ljubljenčki od lastnikov, med njimi tudi Cassie, ki je bila zlata prinašalka in naj bi še danes dostavljala časopis, čeprav je mrtva že kar nekaj let. Druga čudna lokacija so definitivno rovi v hotelu. Čeprav takrat to ni bilo nič takega, zaradi tega, ker so prestižni hoteli predvsem najraje imeli to, da se preveč uslužbencev ni videlo na hodnikih, ker je to pač pomenilo, da so bolj prestižni. Tako podobno forum ima predvsem Disneyland, kjer imajo rove pod parki, to, da se ne mešajo različni liki tam, kamor ne spadajo, in nekaj takega imajo tudi v tem hotelu. Ok, to ful ni simetrično, but I like it anyway. Tudi v teh rovih itak da straši in tukaj naj bi strašil nek kuhar, zaradi katerega naj bi pogosto dišalo po sladicah. Četrto nadstropje naj bi bilo nadstropje, kjer najbolj straši. In soba 401 naj bi bila najbolj strašljiva soba. Zakaj? V njej naj bi strašil nek moški, ki pa za razliko od tiste sobarce prej ni toliko prijazen. En primer strašenja je povedal nek moški, ki je bil v sobi in je na pultu pustil svoj prstan. Je videl, kako se prstan premika in pade v lijak. Tudi v sobi 407 naj bi strašilo in tukaj naj bi pogosto zasledili to, da nekdo sedi na postelji. Čeprav tam ni nikogar, naj bi začutili, da nekdo sedi na postelji in ko prižgejo luč, naj bi tam bila dejansko udrtina v postelji, kjer je kot da bi nekdo sedel. V hodniku malo naprej je soba številka 428, kjer pa naj bi videli moškega kavbojca, ki jih gleda medtem, ko spijo. Ali pa stoji v kotu. In čeprav nad to sobo ni nobene sobe, naj bi pogosto slišali korake ali pa premikanje pohištva. Kakor sem omenila, v ta hotel je šel tudi Shane Dawson, ki je eden izmed mojih najljubših youtuberjev in tudi v njegovih videih je precej primerov paranormalne aktivnosti. Najprej začnimo z eno tako, ki je mogoče res ali pa ne. Že ko vstopijo v hotel, srečajo receptorko, ki jim pove prvo zgodbo, ki se ji naj bi zgodila v tem hotelu. Pokaže jim fotko, kjer lahko vidimo eno zelo nenavadno silhueto. Zdaj tudi meni se zdi tale fotka precej fake, tako da jaz ne bi rekla, da to je legit, ampak so vseeno tudi sami malo raziskovali in odkrili čudne stvari. Itak so šli v najbolj strašljive sobe, kjer so želeli ugotoviti, ali so legende resnične. In podobno kot Stephen King je tudi Shane Dawson imel ponoči nočno moro in ni mogel spati. Eno najbolj nenavadnih stvari, ki se pojavi v tem videu, je definitivno to, da se kamere nikakor nočijo nikamor izostriti. In tudi moja kamera, medtem ko sem to rekla, se je ugasnila. Tako da nisem blizu Stanley hotela, ampak mogoče tudi, če govorim o tem, me nekdo prihaja strašiti in ni zabavno. Kamera, please delaj. A sem jaz sploh v fokusu? Nimam pojma, ker ne vidim. Te kamere pa niso edina stvar. Kasneje tudi fotkajo s polaroidnim fotoaparatom in fotke se ne razvijajo. Tudi imamo en trenutek, ko se vrata sama odprejo in zaprejo. Why would they do that? Mom? Mogoče dala še na male tele šminke gor na tele rogovje, zaradi tega, ker ni dosti intenzivno. Bo zdaj boljš. Vzala sem si kupiti tiste dejansko barve, bi ful bolj izgledalo, ko bi bila dejansko narisala. Pa bo tole čist dosti po moje. Na koncu bi jaz definitivno rekla, da sem vseeno majčkeno skeptična glede vseh teh stvari. Nikoli se mi še nič kaj takega ni zgodilo, ampak če se je vam, mi nujno napišite spodaj in mogoče naslednjič preberem kako vašo zgodbico, ker mi je pa vedno noro zanimivo brati o teh stvarih. Komentiraj dol spodaj. V glavnem, to je to za tale video. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, kakor vedno, en like, subscribe se dol spodaj, followaj še mene na TikToku in pa na Instagramu. Se vidimo naslednjič. Lepo praznujte noč čarovnic, upam, da vas ne bo preveč strašilo, pa čim več tehle zgodbic. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!